Živa, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes Gorazd bo govorila o popustih. Tako, zakaj nas kot potrošnike toliko privlačijo, zakaj so zanimivi za trgovce, malo vrstah popustov, o tem, kako jih upravljamo. In zdaj, je kakšen poseben razlog, da so se danes odločila za to temo ali pa zdaj? Ja, veš, kaj se je zadnjič zgodilo. Pridem v Hofer, tja, kamor redno zahajam in pač znano potem, da nima popustov, ne? In me v soboto vpraša, ja, a imate sabo kuponček za popust? Jaz tako, Hoferu sem, kakšen kuponček, ko mame, ja, in pa mi razloži, da če v torek pa sredo kupaš na določenim zneskom, dobiš kuponček za popust. No, pa je gospa pred mano rekla, da ga ne rab, pa mi je ona dala svojega, tako da. Oh, wow. Ja, veš, tako da to ni personaliziran, ampak evo, to je en tak, sva rekla, da bi pa mogoče malo to raziskala. Ne? Ja, torej še zadnji trgovec je padel, klonil popustom, ampak sej, da vam mogoče razdelati zakaj. Jaz bi sam umel, ne, torej, tako, kot si rekel, Hofer znam potem, da nima popustov, da nima kupončkov, programa zvestobe, ničesar, ne. Še januarja 2024 so imeli PR kampanjo, kjer to je bil quote. Nakupovanje brez kartic zvestobe, zbiranja pik in izrezovanja kuponov pomeni hkrati tudi manj dodatnih stroškov za računalniško podporo, programsko opremo, kadre in komunikacijo. Vse prihranke, ki jih na ta način ustvarimo, pa pretopimo v naše nizke cene, ker verjamemo, da je to edino fair. Tako da zdaj, a se kaj od tega spremenili, to bomo po moje skozi čas videli, ampak zakaj misliš, da so se tudi oni odločili za kupone? Zakaj so kuponi nasplošno toliko zanimivi? Mislim, se veš, popust zelo dobro vpliva na človeka, pa če ful nekih psiholoških elementov. Človek se počuti, da je zmagal, če je kupil s popustom, oziroma ljudje obžalujejo, da niso popusta izkoristili, in kaj je to tako, nekaj sem pozabil. In to je pač celotna neka psihologija popustov je okrog tega zgrajena, da v bistvu je eno percepcija cene, se pravi, da vidiš, zdaj je naredna cena, pa nekaj dobim cenej, se pravi, ta del vedno imaš občutek nekega prihranka, tako da isto je pa tako, če zdobo popust, je cool, nekaj sem prihranil, dober sem naredil, veš, in dati dopamin, oziroma se ti, mislim, da nivo oksitinov manjša ali poveča. Poveča, ja. Merili so eni raziskavi, da je 14% več oksitinov, pa manj stresnih hormonov, če recimo ima stranka 10% popust. Se pravi, stranka, ki je bolj zadovoljna, pa tudi več potroš, priporočite in tako naprej. Jaz mislim, da sem tudi pri sebi že opazil, da če sem v stresu, imam kar neko potrebo, da kaj kupam, in če to kupam s popustom, Se pravi, to ne velja samo za nežnejši sport, tudi pri nas deluje, veš, kaj tam je bilo včasih. Sam ne bom šel na About You, ampak bom šel na MediaMarkt. Amazon. Ja, ampak če ga samo nazaj na Hofer, zakaj se je to odločilo, ne? Zdaj, ne poznava res pravih razlogov, ampak tako, neko razmišljanje, glede na to, da je omejeno, kdaj ti to pridobiš, pa moraš kupiti na 30 ali na 25 evrov, se mi zdi, da je eno želijo dvigovati frekvenco v poplavi zdaj vseh teh potrošnikov, mislim vseh teh trgovcev, in da pač večina trgovcev ima razne aplikacije, veliko neke komunikacije, neke spodbude, se pravi, želiš navajati uporabnike, kupce, da pri tebi čim večkrat k tebi pridajo. S tem, da v soboto bi rekel, da pa itak že večina ljudi hod v te neke mal večje nabave, in ali pa zdaj piknik sezone in podobno. Ja, in petek, ne? Tako. Petek, sobota, kadar lahko koristiš. Ja, in se ti to pač takrat manj pozna, ker se že tako so večje košarce, se ti pa v bistvu ta frekvenca pozna, veš, in se ti 10%, tako da mislim, da tukaj je neka taka računica. Plus verjetno tork sredo, ko dobiš kupon, torej namesto tega, da kupaš samo kruh pa mlek pa 2 jogurta, mogoče še kaj vzameš za to, da boš na teh magičnih 25 evrov, ker potem boš pa v soboto, ko boš pa kupil za 100 evrov, se ti pa 10% pozna in spet iz stališča kupca je to. Pa maybe si vedno kupil okrog 100 evrov, tam tega ta nakup vmes je, kot si rekel, 10 evrov, ne?
zdaj ga pa povečal na 25, tako da načeloma, če zračunava, da je minus 10 je 10 evrov, pa tles pa zdaj 15 več porabil, so oni v bistvu v plusu še vedno 5. Plus, da imaš kuponček za 10% popusta za Hofer, torej boš šel v petek, soboto na ta velik nakup, bolj verjetno v Hofer kot v Spar pa Lidl, ki ima tam mogoče iste popuste, sam jih nisi pridobil, a ne? Ja, imajo pa čisto iskreno na teh kuponih pa precej tudi slabosti, a ne, zato ker, a veš, če je nek kupon, ki ga nosiš s sabo v neki digitalni obliki, a ne, je to bistveno drugače. Ko se ti pa zgodi, da prideš v soboto na blagajno in tako, kuponček, stal doma na pultu. A veš, ta del je pa, tukaj pa lahko dobiš zelo ta negativen efekt. Razen, če trgovka pa reče, itak imamo te popuste. A veš, pa je taka neka politika. Ja, drugač tista kampanja, ki sem prej rekel, ne, da je bilo prav PR sporočilo, to mislim, da je bilo takrat odgovor Lidlu, kjer je bil ta pogrom, torej upokojenci ali pa ljudje, ki niso vešči tehnologije, si morajo zdaj kupiti napravo, ki je sposobna imeti ta Lidl aplikacijo gor, inštalirati aplikacijo, se jo naučiti uporabljati in je ta velik neka prepreka, ki jo zdaj mogoče s papirnatimi kupončki pa nimaš. Ne? Ja, tako da mislim, itak. Plusi pa minusi. Itak, ampak zdaj mogoče, če tako sam eno stvar še pogledava. 74% ljudi obžaluje, da je kupil brez popusta. To je, se mi zdi, to je res, popust je pomembna stvar, psihološka. To sem že rekel, da dajo nek dopaminski odziv, ne. Zdaj, je pa po generacijah to malo drugače, ne. Recimo, se pravi, baby boomeri pa generacija X bo zelo veliko popustov koristila, do rečimo milenici pa Gen Z so pa bolj nagnjeni k brandom, ki jim nekaj več v življenju pomenijo, ne? In bodo koristili, seveda niso, imuni na popuste, ampak statistike kažejo, da veliko bolj cenijo ta nek trajnostni vidik, usklajeno z njihovimi vrednotami branda, ne, tam 20-30%, pa bodo pa oni planirali več ali manj, da bodo popuste koristili v nekih sezonskih razprodajah teh brandov, katerim sledijo, no. Tako da malo si še te pripravo oči za te statistike, da 44% Slovencev preverja popuste ob vsakem nakupu. To je kar imaš tak challenge, ne? Zato te letaki v nabiralnike še vedno ful funkcionirajo, ne? Ja, to deluje očitno. Zdaj, najboljša odzivnost tam čez 65% je na direktno komunikacijo po e-mailu pa SMS-u. Tako da to se očitno splača vlagati. Popusti ti dajo večji dopaminski odziv, če so časovno omejeni. To je ena stvar, se pravi, če imaš v 24 urah, moraš izkoristiti in kar je nekako logično. Če imamo referenčna cena je pa redna cena izdelka, minus, pa imamo pač tisto ceno od popusta. Ljudje v bistvu na ta del tako nekje 20% boljš trzajo na ta del, če imamo primerjavo med redno pa uno, kar se edina zadeva pa je pojavil mogoče kot ena slabost, če si skos v nekih popustih, ljudje lahko referenčno ceno vzamejo kot redno ceno in pa si kar naenkrat moraš redno ceno nižati in ta loop je vedno težava. Moj en mentor je enkrat rekel, da ko se igraš s popusti, pa mi smo imeli brand, ki je pravzaprav temeljil na popustu, če še to daješ popuste, da je to kot se pravi, ta od Aligerija, ta spirala, pač konc koncev sam sebe ujameš in popust postane taka zadeva, da nimaš več ne profita, ne nič ne biznisa. Ne. Drugač pa so, popusti ful dobri za e-commerce ali pa tako, recimo imamo Črni petek, pa Amazon Prime Day in Amazon takrat naredi, ne vem, 87% več prometa kot pa recimo v nekem takem obdobju normalnem. Tako da to se tudi pozna pa na marži na koncu. Mimo vrste pa tudi, mislim, da se za več kot 50% poveča vrednost košarice takrat. Kar je to je smiselno delati. Ne? Ja, ok, ampak rekel si to, ne, gremo popust, pa si tudi rekel 70% več nakupov ali pa 50% večje košarice, ne, torej tle je treba loviti nek ta balance, torej
popust, pa če gledamo iz stališča trgovca, je pač strošek, ne? Torej marža bo manjša, zaslužil bo manj. Ok, zdaj mogoče v primerih, ko ti odprodajaš neko zalogo, ki ti je stala, da se boš znebil tega stroška skladiščenja, pol je mogoče drugače, ampak generalno gledano popust je strošek. Zdaj, kako se lotiti popustov, da bo pač izplen večji kot količina popusta, ki si ga dal? Sej, če čisto normalno, logično pogleda, daješ popuste, seveda zarežeš v svoj dobiček, konec koncev ima lahko tudi dolgotrajne posledice, lahko uničeš, ne vem, zaznavo blagovne znamke ali pa produktne skupine v tvoji blagovni znamki, ki se ljudje pač navadijo na te nizke cene. Ne vem, zgube so lahko tam 30% lahko zgubiš dobička s tem, ko daješ stvari. Zdaj vprašal si, kako se poj tega lotati na tak način, da ne priješ recimo, ne vem, globalno imaš case JCPenney, ki so imeli skozi vse v akciji, pač trgovina je temeljila na tem. Vedno je bila referenčna cena, se pravi neka redna, pa znižana in pa se enkrat odločili, da ne vem, zdaj bomo imeli pa samo po navadnih cenah, rednih, fair cenah, se pravi teh poštenih, take, ki so. Tudi po takih so zdaj prodajali. Ja, katere referenčne cene so včasih lahko napihnjene. Ne? Tako, oni so namenoma to predelali, napihovali cene, pa bilo kao 60% popusta, 70%, pač nerealne cene, ampak ljudje so pač to razumeli. Ne? In oni so mogli zapreti, so bankrotirali, ker pač ljudje so k njim hodili zaradi te percepcije, tam so popusti, tam dobimo, veš, ta del popusta in zdaj, ker je bilo to po redni ceni, je bilo kar naenkrat, pa bom to lahko kupiti drugam. Končna cena je bila enaka, ampak recimo tam ni bilo pa dopamina, prehranil sem 60%. Ja, sej, a veš, po mojem podoben efekt par vse po €1,99. Si šel kupiti stvari, ki jih nisi rabil. A veš? Ja. Ok, zdaj en način, kako se zelo dobro lotati stvari. Obstaja en tak framework 4R, se imenuje, zdaj pomeni, da naslavljamo pravo stranko v pravem življenjskem dogodku, pa pravem dogodku, prek pravega kanala, pa za ta pravo vrednost. Ne? Se pravi, da gremo bolj iz tega, da so prvič popusti nepersonalizirani, v to, da postajajo vedno bolj personalizirani. Zdaj, vedno bolj personalizirani popusti bodo recimo znotraj raznih programov zvestobe, kjer ti slediš, kaj nekdo kupil, kaj ne. Recimo vse malo bolj napredni, pa mogoče ne čist personalizirani, so pa tisti, kjer pa niso vezani na program zvestobe, ampak imaš zadnji tudi neko infrastrukturo, ki ti to pomaga. Sej, tako, kot si rekel, pa sem se malo pogovarjala pred tem, popuste konc koncev lahko na papir narisana, ne, ti nekdo napiše, ne. Sam tam nimaš sledljivosti, ne moreš dejansko nekih pametnih stvari vnaprej delati. In zdaj popusti, ki jih tudi daš, morajo biti del, vsaj po mojem mnenju, nekih procesov. Procesov v smislu, ne vem, če zdaj se malo poigrava za e-commerce, imaš na onboardingu, to je tako že dosta taka praksa, ti dajo nek popust za prvi nakup. Se pravi, želiš neko, da naredi nekdo, da ima izkušnjo s tvojim brandom, in si pripravljen za prvi nakup nekaj dati. Pa so pa tiste, veš, nekaj si gledal, nisi kupil, dal si v košarco, 20 delka zdal v košarco, za rojstni dan ti damo nekaj, ne, in ko si dosegel 1000 evrov nakupov pri nas, tukaj bi se pa začel lahko igrati z nekimi popusti, ki so bolj personalizirani. Zdaj, glede neke take statistike, ne, v Sloveniji so delala, Univerza v Ljubljani delala eno raziskavo in pošten popust po mnenju Slovencev je popust nekje do 15%. Se pravi, tisto, kar je minus 45, je folk že mečkano podvomi, a je kvaliteta res prava izdelka, tako bi se jaz to interpretiral. Zdaj, kot najboljši kanali je pa tako, ne, čez 50% e-mail, glede na število odzivov na to, kar je logično, ker te komunikacije še največ, pa so SMS-i, nekje okrog 30, pa push notification je zdaj že 11%, ampak vemo, da je recimo zasedenost push notification dosti manjša. Tako da, ne vem, imaš recimo v Sloveniji Hervis daje 10% za prvi popust, en tak primer, pa Nike kot globalni brand ima v bistvu celo v enem chatu noter,
varianto, da se kar malo kao pogajaš, da dobiš boljši popust. No. A veš, tako, malo so dali v bistvu v ta chat interfejs, v smislu, da ti pravzaprav tebi personalizirano kodo da, ampak malo tega feelinga. Ti se preveč pogovarjaš pa. Tako je. Okay. Ne vem, ko bi se pa recimo, ne vem, brandi. Mogoče bi sam to razširil, ne? O teh, rečemo, nekih triggerih, daj nekomu dobiti prek katerega kanala poslati, o tem sva se veliko pogovarjala že, ne? Zdaj, popust, jasno nisem to, torej popust, če ga tako, pravim, tehnično mogoče razkosati, ne? Popust je pač neke vrste popust, torej lahko je pač to popust na ceno za vse uporabnike, lahko je to v obliki kupona, lahko je gift card, referral program, kakorkoli, ne? Potem imamo nek efekt, ki ga ta popust daje, torej, kaj je v promociji in koliko velika je ta promocija, potem imamo neko ciljno skupino, potem je trigger, kdaj se sproži ta popust, kupon, imamo neke časovne omejitve, potem pa kaj vse se kvalificira za to, je to na celoten nakup ali imamo neke omejitve na izdelkih, pa mogoče še neke, ne vem, dodatne omejitve, kot je popust samo za člane loyalty programa ali pa podobne stvari, a ne? Torej, vse te stvari moramo zdefinirati, ko govorimo o popustih in tudi imamo, ena stvar so različne vrste popustov, zdaj, najbolj pogosti so, imamo nižjo ceno, zdaj ali to z nekim popustom ali fiksno nižjo ceno, polo daš zraven brezplačen izdelek, lahko delaš bundling recimo ali pa cross-selling, te dva sta malo podobna, ne? Kar ti ful pomaga širiti izkušnjo, ko je nekdo doživlja pri tebi, ne? Torej, razširiti zavedanje, da imaš tudi neke druge izdelke. Pol imaš bundling iz stališča količine, torej kupi x izdelkov za y evrov, ne? Torej, če boš kupil enega, bo taka cena, če boš kupil dva, bo taka cena, če boš kupil tri, je spet neka nova cena, ne? Ali pa bogo, buy one, get one, ne? Ali pa kupi dva, dobi enega za ston. Lahko imaš brezplačne vzorce. Skratka, to stvar je treba domisliti, ker prej sva se pogovarjali, če dobro domisliš svojo logiko kuponov, boš tudi izplen imel boljši, boš imel večji return on investment v ta proces promocije. Ne? Zdaj, jaz imam tle recimo primer ene spletne trgovine slovenske, ki prodaja prehranska dopolnila, ki je šla v prenovo spletne trgovine in ni naredila dobrega popisa svojih potreb, oziroma na drugi strani agencija ni dobro analizirala, kaj oni delajo, ker so že imeli prej, torej prenovo spletne trgovine so delali, in ko je bil projekt v zaključnih fazah, ko so oni začeli testirati, torej predprodukcijska faza, so ugotovili, da oni ne morejo delati tipičnih akcij, ki jih počnejo. Torej, oni so imeli tipično akcijo, bila tedenska, en izdelek, če kupaš, torej v akciji so omega-3 kapsule ali kakorkoli, če kupaš ene, dobiš 15% popusta, če kupaš dvoje, dobiš 20% popusta, če kupaš troje, dobiš 30% popusta. In pač ta agencija mi je rekla, takih popustov pa naš sistem ne zna delati, ne. Lahko naš sistem razširimo ali dodamo plugin ali kakorkoli, ampak to bo pa stalo zdaj nekaj tisoč evrov. In skratka, strošek razvoja te trgovine se je enormno dvignil zaradi tega, ker mogoče na začetku niso dobro pomislili ene mehanike, ki je pa ful pomembna za njihovo delovanje ali pa ki jim povečuje in pospešuje prodajo. Ne? Ja, si imaš dosti brendov, ki imajo neke specifične popuste, ki jih uporabljajo. Ne? In to je res, včasih se te najbolj očitne kar pozab. Ja, sploh, ko bi rekel, ne, prehranska dopolnila pa bundling, količinski bundling, to je res najbolj standarden tip popusta. Ne? Ja, pa pri knjigah je to tako, recimo, veš, pa imaš pač tam pri knjigah lahko še tako, ne. A veš, imaš, ne vem, avtor izda, ne vem, 3 knjige, pa reče, zdaj na zadnji ne bo popusta, ampak če pa vzameš, a veš, 3, pa na une 2 daš pa 30, recimo, ampak ne pa na zadnjo. Tako, da v bistvu, kakor pridejo lahko platforme danes za e-commerce že zelo velik nekimi možnostmi, je pa res, da včasih ti kaj tukaj zmanjka, pa moraš kaj novega dati. Se mi zdi pa, da lahko tudi s tem, kar sicer dobiš v platformah, zelo dobro delaš, če ima zadnji, a veš, nek engine, ki ti omogoča, ne da ti ročno rečeš, da bomo pa ne postali ta mailing, pa to dal noter,
ker ne vem, avtomatski, se pravi, da imaš ti nek promotion engine, to tako statistično povečuje return on investment, a ne? Da se pa ti v bistvu igraš z vsem temi možnostmi. Aha, nekdo je tokrat pogledal izdelek, zdaj mu nekaj, da je ta izdelek je pogledal te vrednosti, potem mogoče še co rečeš, da mora kakšno akcijo narediti, a veš. Ja, do tega moraš priti, ne, mogoče štartaš lahko s kuponi, ki si jih sprintu, ko ti ga nekdo pokaže na blagajni, na roke upišeš v blagajno popust 10% na celoten nakup in to je to, ne. Pol drug nivo je to, da uporabiš sistem, ki ga najverjetneje že imaš ali v ERP sistemu, ali na blagajni, ali v spletni trgovini, kjer pač daš kjer so pač osnovna pravila, popust za neki, popust za celotno košarico, tam imaš ponavadi podporo tudi že za osnovne kupone, ne. Pol, tretji nivo je pa pač res ločen engine, ki je lahko zdaj plugin za spletno trgovino, če imamo sam spletno trgovino, če smo pa na večjih kanalih, je pa mogoče smiselno gledati engine, ki je neodvisen od platforme, na kateri si, torej, ki se povezuje lahko na vse tvoje sisteme, a ne. In zdaj, mogoče par primerčkov, kdaj veš, da rabaš tak engine, ne, torej, ko želiš delati bolj kompleksne stvari, torej, kup dvojne kosmiče, pa eno mleko in dobiš 5%, dobiš 5 evrov kupon za naslednji nakup. Ali pa to, kar si že rekel, torej, mogoče celo skozi čas gledati stvari, ne, to je recimo v hotelski industriji zelo pogosto, torej, dal bomo kupon nekomu, ki je bil v zadnjem letu 3-krat že pri nas in ta bo dobil voucher za 100 evrov za naslednji nakup, recimo. Ne? Spet pod nekimi pogoji, mogoče za naslednji nakup v tem in tem hotelu ali pa v tazga in tazga paketa. Ne? Hotelski ali pa v taki, tam, kjer so neki bookingi stvari, tam je zelo veliko teh komplikacij, ki rečeš, ta akcija pa velja ta vikend, velja za nakup ali pa za booking hotela od 10. do 30. junija ali pa za vse nakupe septembra. Ne? Torej, kombinirati je treba več kot samo čas pa izdelek, ampak tudi še to, kdaj je, torej, imaš eno dimenzijo več, ne? Ne, velike dimenzije. Zanimivo mi je, ko v bistvu res lahko delaš ful kompleksne stvari v hotelski industriji, pa imaš pa hotel.com, ki reče vsaka 10. nočitev, a veš, ne glede na to, kaj si dal. Ampak tam je mogoče pač to del tega lojalnostnega programa, kjer torej oni hočejo v bistvu samo doseči, da ti vedno pri njih kupuješ. Ne? Pa tam si mal sam prilagajaš vrednost popusta, ki jo boš dobil. A šla si neke business tripe dal na uno, pa nek family trip nočitev. Tako kamilje na letalskih. Mislim, ali pa tudi v, ne vem, fashion industriji, ali pa karkoli tazga. Zelo velikrat hočeš reči, ok, damo, ne vem, 20% ali pa 50% popusta na drugi kos, ali pa na najcenejši kos, če si kupil vsaj 3 stvari. Ali pa pol, ker je treba izločati stvari, ne? Torej treba reči, imamo, po celi trgovini imamo 20% popusta, ampak ne velja pa za nove izdelke, ne velja za izdelke iz te in te kategorije, ker mogoče tam nimaš marže. In zdaj v ERP sistemu največkrat lahko že rečeš, izločil bom darilne kartice iz tega, pa vrečke. Tako da bi pa globje od tega šel, imaš pa včasih že težavo narediti, medtem ko promotional engine so ravno temu namenjeni. Torej, mi imamo malo izkušenj z Voucherifyom, torej to je sistem, kjer je v bistvu API first, headless, kjer se z API-om povežeš na njega, potem pa v bistvu no-code rešitvi sestavljaš logiko in vse formule, ko so potrebne za tak popust, da rečeš, zdaj imamo pa popust, 10% popusta na čevlje velikosti nad 43 številke v tej in tej kategoriji, v športnih čevljih za košarko. Ne vem, skratka, res greš lahko v globino in zakompliciraš. In dodaš za tiste, ki niso naredili vračila v zadnjih 2 nakupih. Tako, res greš lahko na vse aspekte, in na aspekte produkta, na aspekte kupca, in kar je cool stvar, ker ti te promotional engine ti omogočajo potem, eno delaš da splošne promocije, delaš drugo pa da delaš personalizirane promocije, da lahko pol narediš zelo enostavno ali na spletni trgovini ali na poslu, ko se nekdo identificira, torej kot del, rečemo, lojalnostnega programa, ali pa v spletni trgovini pač, da je prijavljen noter, da kar izpišeš, za kjere popuste, kjere kupone on lahko vse dobi in jih aktivira, ali pa mu jih kar avtomatsko aplajaš na košarci. Skratka, lahko res dobro izkušnjo iz tega narediš.
To je ko imaš prav seznam per stran, pa rečeš. Tako, včasih kakšne trgovine imajo, a ne? Ja, mislim, a veš, se drugače pa ljudi brskajo potem. Točno to. Tako, na koncu mi zdi to zelo taka uporabna stvar. No pa to, ko si rekel, promotion engine je res fina stvar v tem, da greš lahko malo bolj v neke dinamične stvari, a že to dodaš tudi v neko komunikacijo, da prvič ljudje se tudi ne navadijo, ne bi želeli, da se ljudje navadijo, vsak petek dobim, da bo vikend cene to knjiže. Pa si že naredil nek vzorc, ljudje se tega navadijo in pol vikend, ki ne bo popusta, ne bodo ljudje kupovali. Boš imel izpad oziroma imaš težavo pol druge dni. Je manj, tako da ta del je zelo pomemben, da je, da je tega preveč, misliš tako? Mislim, to sva že govorila, lahko je pač to tvoja taktika, pa je pol lahko sploh tega preveč. Mogoče, ne vem, če si na to cilju, ampak ena stvar, ki je tudi del teh sistemov zelo pogosto, so omejitve. Zlorabe in podobne. Lahko je to zloraba, lahko pa čisto, da boš rekel, da ne bom presegel nekega budžeta, ki ga imam jaz za popuste. Torej, ne vem, kupone za 5 evrov omejim na to, da imam samo 1000 teh kuponov. Ali pa akcijo za 20% popusta na izdelke v kategoriji Bluetooth slušalke, ali pa mogoče samo za en izdelek. Ta je veljavna, dokler je v tej kategoriji ali pa na tem izdelku več kot 30 kosov zaloge, potem pa popust kar ugasnemo. Take omejitve postavljaš, ker pač zagotoviš, da ti ne boš šel v minus. Ja, te so dobre varovalke. Ja. Pa verjetno tudi neke zlorabe. Plus zlorabe, jasno, ker pač nekdo najde način, kako kako izkoristiti sistema. Ja, ker lahko bi nekdo distribuiral kao personalizirano kodo, ne? To bi bilo. Ja, ali pa na drugi strani, ali pa ugotovil celo formulo, po kateri je koda narejena, ker včasih so te sistemi res tako zaporedne številke, kar funkcionirajo. Ja, oziroma na drugi strani, mogoče pa ti, ki si vnašal popust, narediš napako, pa si namest 9% dal 90%. O ekstremi govorim, ampak če imaš ti zdaj na enem mestu upravljanje vseh popustov, torej ne, da je v spletni trgovini posebej, kot v fizični trgovini, kot v mobilni aplikaciji, in ne vem, kaj še vse smo že srečali, ne? Potem pač na enem mestu to popraviš in je v živo takoj na voljo, takoj popravljeno na vseh sistemih. No in se mi zdi, da so danes res naredila en dober povzetek popustov. Niso se toliko loyalty dela, a veš, mi smo že doskrat tam smo že veliko govorili tudi o tipih popustov, ki jih lahko loyalty dajaš, ker so majčkan drugačni kot te splošni. Da sem šla bolj na to, a veš, dinamiko, se mi zdi iz vrst popustov v dinamiko, zakaj imajo smisel in veš, kako jih v bistvu narediti bolj pametne popuste. Ne? Vedno se sprašujem tle na koncu, ko obstajajo brendi, ki ne dajo popustov, veš, imaš ta dela. Ne? Tako da se mi zdi, ali se res odločiš za to vojno se popusti, ne? To, če se vrneva nazaj na Hofer in njihovo strategijo fair cena. Verjetno se bo čez čas pokazal vpliv te kampanje na to percepcijo, ker če bi ti to enkrat naredil, če pa ti to delaš skozi, zna pa zadeva imeti malo negativno konotacijo na nekaj, kar si prej zagovarjal. Recimo, mi imamo fair ceno, vse ok, zakaj pa je zdaj ta cena? Zdaj, če bi rekel, lahko bi skomunicirali PR-ovsko, ja, cene so šle res gor in mi smo se potrudili, ker želimo biti fair, damo še nekaj ekstra, ne vem, neke stvari. Tako se mi zdi, da ta del mi manjka, mogoče ga kot kupec v Hoferu nisem doživel na ta način. Hkrati me pa še vedno motijo na blagajni te naprave, ki delujejo, da nekaj skenirajo, ki so podobne v Lidlu, ampak nimajo appa, tako da mogoče za razmisliti. Bo za videti, ampak... Ja, ne, jaz sem na eni strani slišal ta tvoj odziv, ne, torej, a nisem v Hoferu, zakaj mi govori o kupončkih? Moj user experience je zdaj malo slabši v Hoferu, ne, ker nekdo bo iskal kupončke po žepih, po denarnicah, klicu domov, a mi slikaš kuponček. To vemo, to pač dela gužo na blagajni. Na drugi strani sem tudi slišal ta odziv, tako v smislu, Hofer se je res podražil, ne, torej, kaj mi pomaga, da mi zdaj dajo popust, kot prej, ko so imeli fair ceno.
Tako da vsaka taka stvar, jaz mislim, da generalno so ljudje veseli, ker so pač navajeni popustov iz druge. To, kar sva rekla. In da ga tukaj doživljajo, se mi zdi, da bo to pač za Hofer v splošno gledano plus, je pa jasno, vedno je pač del ljudi, ki drugače razmišljajo. Ne? Mislim, 25% je takih, ki ne koristijo popustov. No, tako, da, mislim, da glavnina še vedno bo ful zadovoljna. Tako da upam, da bo glavnina zadovoljna tudi s tem, kar so danes povedali. Ja. Ne, bi bilo pa zanimivo videti, torej, kaj pa bi lahko nek Hofer naredil, če gre korak dlje, torej tudi v program zvestobe, kjer lahko pa potem zdaj bolj targetira popust na mene. Ali pa na drugi strani si analitiko ful izboljša in res pozna mene kot kupca in tudi če me da sam v neko skupino zaradi tega, ampak bo znal boljš svojim kupcem odgovarjati s ponudbo, ki jo bo imel. Ne? Ja, a veš, lahko bi imel potem tam noter moja delavnica, bi mi pa dajal predloge, kako ne si jaz tista orodja kupujem. No, to je dobro, da je. Evo, za drugič. Ja. Skratka, hvala za poslušanje. Če ima kakšna trgovina, kjer želite narediti nakup, kakšen popust, vedite, da je to dobro za vaš dopamin, da boste bolj srečni po tem nakupu. Dokler vas ne bo partner vprašal, kaj je pač ta strošek 300 evrov na kreditni kartici. Hvala res za poslušanje. Če imate kakršnokoli vprašanje, kakšen komentar, dajte ga spodaj v komentarje napisati oziroma frodix.com/vprašaj, pa tam izpolnite obrazec. Če vam je ta podcast všeč, ga šerite še s kom, da naj jo tudi drugi spoznajo. Še enkrat hvala za poslušanje, hvala Gorazd Andrej. in se vidimo naslednjič. Čau. Čau.